Lepo pozdravljene iz gimnazije Slovenj Gradec, kjer še vedno poteka božično-novoletni dobrodelni sejem z naslovom Vzemi in daruj. No, v prejšnji oddaji sem že spregovorila z eno od organizatork in seveda tudi z idejno pobudnico gospo Horvat, tokrat pa besedo namenjam ravnatelju gospodu Stanetu Brzelaku. Torej, dobrodošli, zanima me, kako pravzaprav ocenjujete ta koncept tega dobrodelnega sejma in seveda, če boste v prihodnje nadaljevali z to dobrodelnostjo. Ta naš sejem je vsekakor nekaj zelo novega, tako za vse nas, kot verjetno tudi za Slovenj Gradec. Moram reči, da sem izredno zadovoljen in vesel, da se je energija tako mojih kolegov učiteljev kot naših dijakov, prostovoljcev udejanjila v sejmu, ki je s to svojo gesto Vzemi in daruj pravzaprav zelo plemenita poteza. Pripričan sem in želim si, da bi seveda z njim nadaljevali v prihodnje, kajti ko bomo ozavestili nekako ljudje v sebi, da so stvari, ki nam doma ležijo in so za nas postale naenkrat nepomembne, lahko za nekoga izrazito dragocene, takrat mislim, da bo ta sejem seveda dosegel tisti osnovni namen. To torej je seveda nek dolgoročni cilj in jaz si želim, da bomo torej lahko zbrali to energijo tudi v prihodnje. Vsekakor vam v imenu lahko rečem skoraj da vseh občanov Slovenj Gradca in občank seveda torej čestitam za to dobrodelnost in za ta pomemben korak nenazadnje. Ja, najlepša hvala vam, vsem ljudem, ki podpirajo, prostovoljcem iz mesta in seveda še enkrat predvsem torej res tem mojim ljudem znotraj, ki so svojo energijo pognali ta naš sejem. Hvala. No, sicer pa so organizatorji poskrbeli tudi za najmlajše obiskovalce. V svojo družbo so prav danes povabili tudi otroke iz vrtca Legen in pred tem jih bo obiskal tudi dedek Vras. Ja, vsem najmlajšim želim zelo veselo, radostno in igrivo leto 2014. Tako da naslednjo leto pa se zopet vidimo v tem času. No, v teh dneh lahko poleg božične mrzlice začutimo tudi vznemirjenje o pomembnem jubileju. Naš kino namreč praznuje in obeležuje 85. obletnico delovanja. Več pa z direktorjem gospodom Benjaminom Pirnatom. 85 let kina, velik jubilej, obeležujete ga pravzaprav že celoten teden. Kaj ste pravzaprav pripravili za Slovenj Gradčane in kako ste nenazadnje obeležili ta velik jubilej? Lep pozdrav. Ja, res je, od torka do včeraj, do nedelje, smo imeli teden odprtih vrat ob 85. obletnici kina Slovenj Gradec in ljudem smo prikazali nekaj izvrstnih filmov. Imeli smo odlično predstavitev razvoja in zgodovine kinematografa v Sloveniji in seveda tudi v Slovenj Gradcu. Zabeležili smo okrog nekaj več kot 700 obiskovalcev v teh dneh. Sami ste že omenili torej razvoj kinematografov, pa me zanima konkretno v Slovenj Gradcu. Recimo, če nekako pozameva teh 85 let, kakšen je bil napredek, kakšen je bil razvoj in nenazadnje tudi kakšen je torej obisk. Se pravi, obisk, no, če malo povzamem na kratko, glede na to, da je zgodovina dolga, obisk je nekje, ko se je pojavil televizor, se pravi, ko so v gospodinjstva prišli TV aparati, je začel obisk upadati, na to se spet obisk malo dvigne in seveda, ko se pojavi videorekorderji, DVD-ji in internet, spet temu primerno, obisk kinematografov pada. Če recimo primerjate kino Slovenj Gradec z ostalimi kini po Sloveniji, kje vidite recimo prednosti oziroma morda kaj imate v planu torej za prihodnja leta? No, če začnem kar pri planu za prihodnja leta, v naslednjem letu pripravljamo digitalizacijo našega kinematografa, kar pomeni, da bomo imeli seveda digitalne predvajalnike vsebin, tudi z možnostjo predvajanje filmov v 3D tehniki. No, kar se pa samega razvoja tiče kinematografa, seveda, skladno s tehnologijo in s časom od leta 1928, ko se je pač pri nas nekako začelo, z gospodom Albertom Puncerjem, takrat v hotelu Gol, današnjem hotelu Vabo, in vse do danes, seveda,
vsaka dekada je prinesla tehnološki razvoj in seveda temu primerno kvaliteto, ki se je dvigovala. Spoštovane gledalke in gledalci, v imenu Kulturnega doma Slovenj Gradec vam v letu, ki prihaja, želimo vse lepo, dobro in prav. Hvala. Ker je novo leto tako rekoč pred vrati, sem ob koncu oddaje obiskala tudi župana Mestne občine Slovenj Gradec, gospoda Andreja Časa. No pa prisluhnimo in seveda poglejmo, kakšni so njegovi plani za prihodnje leto in seveda prisluhnimo tudi njegovemu voščilu. Načrti za leto 2014 so usklajeni s tem, kakšne so pač možnosti, ki nam jih nudi proračun, in v skladu s tem se bomo tudi prilagodili. Menim, da je kljub temu možno narediti še določene korake v izboljšanje pogojev bivanja v naši mestni občini v tako smer, da bo občanom občina še bolj prijazna, še bolj domača. Pri tem seveda računam, tako kot doslej, še naprej na dobro sodelovanje vseh, s katerimi delam, od sodelavcev v občinski upravi, svetniki Mestne občine Slovenj Gradec, z člani odborov vaških in četrtnih skupnosti. Z vsemi temi sem doslej zelo dobro sodeloval in se bi ob tej priliki rad njim tudi zahvalil za to, da so bili pripravljeni sodelovati in delati v skupno dobro. Spoštovane občanke in občani, ob izteku letošnjega leta in ko je pred nami naslednje leto 2014, ko delamo veliko načrtov za naprej, pa želim, da bi se vam vse to, kar si vi želite, uresničilo. Želim vam vesele božične praznike, prijetno silvestrovanje in vse dobro v letu 2014. No, takole polna pozitivizma vam seveda voščim vse dobro. In ne pozabite, novo leto je nov list v knjigi časa, bel in čist. Pa srečno pri pisanju nanj.